Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli. Danes bomo skupaj pokukali v nov utrinek. Pred nami je že utrinek številka 7. Naslov se glasi: Pot k sebi. Utrinek najdemo v rokovniku za leto, ki je pred nami. Pa ga preberem. Naš utrinek številka 7. Pot k sebi. V vsakem trenutku se učimo. V vsakem trenutku želimo biti boljši. V vsakem trenutku iščemo odgovore. Je za nas sreča ključna za uspeh? Je uspeh ključen za našo srečo? Prisluhnimo sebi. Imamo obilje, srečo, uspeh? Smo pripravljeni narediti spremembo? Življenje nas uči in vodi naprej. Čas je, da sprejmemo nove izzive. Tudi tiste, katerih nas je strah. Dovolimo si živeti, dovolimo si čutiti, dovolimo si uživati, dovolimo si biti srečni, dovolimo si ljubiti. Sedaj vam preberem na moj način. Pot k meni. V vsakem trenutku se učim. Takoj. Izkušnje, izzivi, razne občutenja, dejanja so tista, ki mi vedno podarjajo nova znanja. Seveda, tako kot na osebnostni rasti, kot tudi na strokovnem področju se ves čas učim. V vsakem trenutku želim biti boljša. Tako je. Želim vedeti več, biti pozorna na svoje občutke, dejanja. Želim pokazati, da se da priti do tistih dobrih občutkov v nas. S tem, ko postajamo boljši, smo tudi zgled vsem ostalim. Zame pomeni boljša verzija mene takrat, ko ne nosim več nekih starih bolečin, žalosti, zamer. Prišel je čas, ko je bilo potrebno to dati stran. In ko sem šla skozi pot, sicer iskreno, pot ni bila enostavna, ampak ko sem odložila bremena, sem odprla srce. In s tem, ko sem bolj odprla srce, vem, da sem boljša oseba. V vsakem trenutku iščem odgovore. Veliko stvari, vprašanj obstaja, na katere iščemo odgovore. Včasih se moramo pa tudi prepustiti in zaupati neki notranji intuiciji, našemu notranjemu glasu in se prepustiti. Je sreča ključna za moj uspeh? Ja. Sama sem imela uspeh in tudi en del notranje sreče. Ampak z delom na sebi, z raziskovanjem sebe, svojih želja, zamisli, idej, svojih čustev, sem prišla do globlje sreče. Nadgradila sem jo, tako da sedaj lahko rečem, da je res sreča tista, ki mene bogati. Je uspeh ključen za našo srečo? Verjamem, da bi nekdo tudi tukaj rekel da. Od nas, posameznikov, je odgovor lahko drugačen. Vsak gleda iz svojega vidika. Se mi pa zdi, da je fajn, da pa tisto, kar čutimo, resnično čutimo globoko v sebi in kažemo tudi navzven.
In temu našemu dobremu počutju verjamem, da sledita in sreča in uspeh. In zelo fajn je, če se združita. Tako, da naj nam ti dni, ki so še v letu 2020 in v celem letu 2021, prihajata oba. Sreča in uspeh. In mi sprejemamo oba. Prisluhnem sebi. Ja, končno. Včasih kar nisem slišala, kar šla sem čez ovire, ampak kaj se je zgodilo? Na koncu so me vedno ustavili. Nekaj je prišlo vmes. Tako da sedaj poskušam čim večkrat prisluhniti sebi. In tudi telo, ko je utrujeno, vem, da rabi počitek. Včasih tega nisem slišala in sem prišla do stopnje, kjer je pa bilo telo tisto, ko je reklo stop. Imam obilje, srečo in uspeh. Pomembno mi je, da sem zadovoljna tukaj notri. Da imam čudovito družino, čudovite prijatelje, čudovite ljudi, ki mi prihajajo na pot. Zanimivo mi je opazovati, kako spoznavam nove ljudi, kako so mi tudi v letu 2020 prišli na pot ljudje in ko z njimi se pogovarjam, imam občutek, da se poznamo že let. Tako da verjamem, da nam, tako kot v tem letu, kot v letu, ki je pred nami, na pot prihajajo srčni ljudje. Samo odprimo srce, dlani in jih povabimo. Ja, sem pripravljena narediti spremembo. Tako kot sem v letošnjem letu šla na samostojno podjetniško pot, je bilo predtem že več sprememb v mojem življenju, študij v Ljubljano, selitev v Ljubljano, družina. Potem, ko zaposlitev, sprememba delovnega mesta, se pravi iz enega kraja v drugega in zdaj moja samostojna podjetniška pot. Mogoče o teh spremembah še kakšen trenutek. Ko nam pride na pot sprememba, verjamem, da se pogosto ustrašimo, saj tudi ne vemo, kaj se skriva naprej, kaj je za našo spremembo. Sama poskušam slediti temu, da nekako, če jaz sem tista, ki delujem pošteno, upam, da ima moja sprememba, moja zgodba srečen konec. Tako da pogosto me boste slišali, ko bom rekla, verjamem, resnično verjamem, da imajo dobre, iskrene, srčne, poštene zgodbe vedno srečen konec. Življenje me uči in vodi naprej. Ja, drži. Čas je, da sprejmem nov izziv. Tako, tudi v letošnjem letu sem naredila nov korak. Odločila sem se, da postavim te video utrinke. Če bi mi nekdo ta čas, 1 leto nazaj, rekel, Rebeka, ti boš pa snemala video utrinke. Jaz? Ne. Kaj bom pa povedala? Evo, pa smo tle. Tako da prepustimo se in dovolimo, da kakšna sprememba tudi pride iz srca. Se ji prepustimo, pa bomo videli, kaj nam bo prinesla. Ko sem posnela prvi utrinek, sem bila prepričana, da bojo utrinki samo do konca leta 2020. Se pravi, da bo nekje 10 utrinkov objavljenih iz tega rokovnika. Zdaj pa moram reči, da tako uživam v tem, da mislim, da bomo kar nadaljevali v leto 2021. Ste za? Nadaljujemo tudi v leto 2021? Lahko napišete v komentar. Kot sem rekla, življenje me uči in vodi naprej. Sprejemam nove
izzive. Ja, tudi te, ki me je strah. Dovolim si živeti. Pa kar tako, še malo pokažem. Dovolim si živeti. Dovolim si čutiti. Dovolim si uživati. Dovolim si biti pristna. Dovolim si biti srečna. In kar je zelo pomembno, da dovolim ljubiti sebe in ostale. Tako, to je bil naš utrinek številka 7. Sedaj pa pokukamo v našo karto, njen namig za teden, ki je pred nami. Ali pa še več, bomo videli. Pa kukajmo v tole karto. Otroški dotik. Karta prikazuje nežnost, otroški dotik, gibanje, energijo in moč. Pa pokukajmo, kaj pravi karta. Otroški dotik. Gibanje, energija, moč, druženje. Pred tabo je nova izkušnja. Vedi, da ti izbiraš vlogo v nastali preizkušnji. Prisluhni, ne obsojaj. Bodi razumevajoč, ne delaj prehitrih zaključkov. Svojo energijo in moč si povrni z gibanjem. Če pogledamo sedaj to karto. Pred nami je nova izkušnja. Mi izbiramo vlogo, kakšno bomo prevzeli. Bomo prisluhnili ali bomo obsojali? Bomo razumevajoči ali kritični? Ne delajmo prehitrih zaključkov. Če pa nam preizkušnja, ki je pred nami, da čas, da premislimo, da se odločimo, pa to naredimo ob gibanju. Tako da, bodite pozorni, kaj se vam bo dogajalo. Katera vloga bo vaša? Ne obsojajmo, ne kritizirajmo. Vsak od nas ima svojo pot. Vsak od nas gre čez neke preizkušnje, ovire. Mogoče s tem, ko ga poslušamo, ta trenutek rabi samo to. In ne pozabimo vsi skupaj, majhni koraki lahko dajejo velike spremembe. Nekomu lahko s tem, ko mu prisluhnemo, damo več, ko si zamislimo. Predvsem zato, da ve, da smo tam. In da poskušamo razumeti, zakaj deluje tako, kot deluje. Brez obsojanja. Tako, to je karta naša, otroški dotik. Z nežnostjo, toplino, milino, brez obsojanja in z gibanjem poskrbimo za sproščanje našega telesa, naših misli. Jaz se pa že veselim, da pokukamo v številko 8 utrinka, ki bo naslednji teden. Lepo se imejte in se vidimo kmalu.